Na okrogli misiji so si bili enotni. Kmetijstvo je vir, ki nam omogoča vsakodnevno preživetje. Mladi, po mojem, vedno bolj se odločajo za to, da ostajajo na kmetijah. Ekonomsko stanje v državi oziroma v svetu ni rožnato. Samooskrba pa je nek vir dohodka. Ja, moja zgodba je taka. Od majhnega smo rasli na kmetiji, otroci. Glavna moja služba je poučevanje diatonične harmonike, imam zasebno šolo. In ker poučujem doma, sem se odločil, da ohranimo kmetijske površine. Odgovori so šli v tej smeri, da je danes prepoznati kmeta kot nekoga, ki prideluje hrano, ki je nekako tisti, ki ga vsak rabi 3-krat na dan, rabi ga za zajtrk, za kosilo in večerjo. Kmetijstvo je zelo pomemben faktor v gospodarstvu, vedno pomembnejša pa je tudi splošna razgledanost kmeta. Marsikdo v Afriki se vsakodnevno sprašujejo, kje bodo dobili liter vode, ki je nujno potreben za naše delovanje organizma. Mi pa se včasih obremenjujemo z nepotrebnimi stvarmi. Danes gledamo mladino, danes je mladina bistveno bolj izobražena, kot je bila pred leti. Seveda in tole, ko so bili danes v dvorani mladi kmetje, v glavnem so to ljudje, ki imajo minimalno srednjo šolo, imajo višje visoke šole, fakultete. Svoje znanje so mladi potem preizkusili v državnem kvizu Mladi in kmetijstvo. Tokrat so bili najboljši člani društva Podeželske mladine Spodnja Savinjska dolina. Najboljša dolenjska ekipa pa je bila na drugem mestu, in sicer društvo Podeželske mladine Dobrava.